V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili predavanje Dana Podjeda z naslovom V družbi umetne inteligence. Predavatelj je pojasnil, kako so zasloni naprav preobrazili naše razumevanje resničnosti in zakaj smo začeli bolj zaupati navideznim prijateljem na drugi strani zaslona, kot zaupanja vrednim ljudem ob sebi. Pojasnil je tudi, kako lahko odtrgamo pogled od telefona in znova vzremo človeka v sebi. Ker zaprite oči, vzamite si malo časa zase, bil je dolg dan. Zdaj pa že, prosim, primite svoj telefon, kjerkoli ga imate. Če ga nimate, vse v redu, imate zaprte oči. Primite svoj telefon, če ga imate v torbici, sežite v torbico. Pobrskajte po torbici, po žepu. Gospa, vi gledate. Ker pobrskite po torbici, vam po svoji torbici, gospa. Gospa, vi... Ne, vi, če ga nimate, vse v redu. Vse v redu, ni panike. Zdaj bi vas pa prosil, če umiže, ampak res umiže, dvignete visoko telefon v zrak, ker visoko ga dvignete. Kukor lahko visoko, če pa nimate telefona, dvignete pa roko. Ker dvignite ga visoko, Zdaj pa ustanite, prosim, lepo, ker ustanite, umiže, še vedno, da imamo malo rekreacije, sedimo 9,3 ure dnevno odrasli. Gospa, vi zadnji tudi morate sodelovati. Publika iz ozadja. Aha, vi ga imate? Vi pa dvignete roko. Ker dvignite roko, tako, ja? Če nimate telefona, dvignite roko, če imate telefon, dvignite telefon z roko vred. In res visoko v zrak, tako kot kip svobode. Ker še višje, no? Tako, ja. Zdaj pa bi vas prosil, če držite roko takole v zrak, odprete oči, ker odprite oči in poglejte naokrog. A veste, kaj je to? No, to je digitalna preobrazba. Hvala lepa. Ker usvetite se. S praktičnimi primeri je razložil, kako lahko z zgledom pomagamo otrokom in mladim, ter tudi sorodnikom in sodelavcem preživeti več časa ob druženju v živo, iz oči v oči. Še posebej je poudaril pomen branja. Nič se ne dogaja tako pomembnega, da ste zamudili tisto, kar je najpomembnejše na svetu. Branje. In zakaj branje je najpomembnejše na svetu? Zato, ker če bi ljudje več brali, bi bil svet boljši. Dokazano. Zato, ker tisti, ki več berejo, so boljši ljudje, so sočutnejši ljudje. 3 institucije so, za katere res mislim, da so temeljne in vse so pravzaprav povezane z bodisi skrbjo za drugega, bodisi z branjem. In sicer so to šolstvo, pa to v najširšem smislu, od vrtca pa do univerze za 3. življenjsko obdobje. Torej, izobraževanje. Moramo se izobraževati, moramo vedeti, kaj se dogaja po svetu.